v izobraževanju srednje medicinske sestre oziroma srednjega zdravstvenika predstavlja predmet zdravstvene nege, ki poteka skozi vsa 4 leta izobraževanja in sicer v obliki teoretičnih vsebin v običajnih učilnicah in praktičnih v kabinetih. Kot nadgradnjo predmeta pa predstavlja praktični pouk, pri katerem dijaki teoretično pridobljeno znanje prenesejo v realno situacijo na bolnišničnih oddelkih oziroma na oddelke socialno-varstvenih ustanov. Kaj bi rada delala, ko končaš šolo? Ja, odvisno. Jaz bi rada bila nekaj v športu, tako da mislim, da vam bo medicina velike veze s tem. Kliničen center večino. Na katerem oddelku? To pa še ne vedo. Travma. Pa razmišljaš o nadaljnjem šolanju? Ja, če mi bo uspelo na fakulteto medicinsko. Reševalec bi bil pa. Ne vem, mogoče bi kaj z otroki, kaj na pediatrični, pa kaj tazga. Tak na porodniški tam bi delala rada. Diplomirana medicinska sestra. Ne vem, v kakšni kliniki ali pa kaj tazga. Psihiatrični bolnišnici. Da se bo čas pokazal, bomo videli. Najraje bi šel naprej na fizioterapijo, kot zdaj razmišljam. Bomo videli, kako bo. Ja, pač zanimiva mi je psiha, pač notranjost človeka, pa te psihične bolezni, pa to mi je zanimivo. Davor, ti si moški, ne? Ja. Si pa tudi medicinski brat, oziroma ni tako pravilno. Ne imate govoriti. Kako se reče prav? Zdravstveni tehnik. Kakšna razlika? Razlika, takšen je naziv, tako čudno bi bilo, če bi bila medicinska tehnica, ne? Zato je medicinska sestra in zdravstveni tehnik. Ja, veš, to je ta fora. Mi smo navajeni, da je sestra, da rečemo sestra, medicinska sestra. Moških je relativno malo, ne? Kako to, da si se odločil za ta poklic? Meni je bil poklic zdravstvenega tehnika že nekdaj všeč. Medicina me je zelo zanimala in zato sem tudi šel v to srednjo šolo. Delo z ljudmi mi je zelo všeč, moraš biti karakter za ta poklic, je pa včasih zelo težaven poklic. Ampak ti nisi šel takoj delati, ti si naredil srednjo šolo, potem si pa še študiral, ne? Potem sem pa naredil fakulteto, ja, za socialno delo, ampak nažalost je za službe manjši problem. Šel potem nazaj delati za srednjo šolo. Začel si pa, zdaj delaš na psihiatriji. Ja. Psihiatrija je malo drugačen okolje. Kako se recimo razlikuje psihiatrija od delovnih mest, kjer si prej delal, ne vem, v zdravstvenem domu pa to? Kakšna je glavna? Psihiatrija je čista specifika, ne? Tukaj ni toliko teh neg pa tega, ampak je bolj osebni kontakt s pacientom, več je pogovorov in včasih so tudi težka stanja, kjer moramo tudi fizično moč uporabiti. Tako da psihiatrija je resno specifika za sebe in je težavnejša kot ostale področje zdravstvene nege. Glej, zdaj mogoče velja eno tako prepričanje o družbi med moškimi, ne, da to je pač služba za ženske. Vidimo, da ni, ne, vedno več se jih odloča za ta poklic. Kakšen tip moraš biti, da ti bo to dobro delati, da ti ne bo muka? Pa da boš dober v tem, ne, da boš ljudem res pomagal? V prvi vrsti moraš biti karakter, ne? Zato ker pač to so ti stari predsodki, kot da so samo ženske v zdravstvu, ampak tega je vedno manj, ne? Zato ker vedno več se uporablja fizična moč, recimo na reševalnih službah prenašajo težke bolnike, potem recimo prav pri nas na psihiatriji tudi treba obvladati bolnika, to so moški, ko so močni, recimo, ne, in ko so v teh akutnih fazah, jim da še dodatno moč in ženska fizično ne more tam delati, ne. Vedno več je moški tudi, recimo na poškodbenih oddelkih so težki bolniki, recimo starejši so tudi nepokretni in jih je težje obračati, tako da se moški kader kar išče. Kaj bi rekel, da je številka 1 lastnost, ki jo moraš imeti? Številka 1. A je to pridnost, a je to natančnost, ali sočutnost? Najbrž ti ne sme biti slabo, če vidiš kri, ne? Ne, ti si prva stvar. Drugače pa skupek večjih lastnosti je, ne? Prvo te mora veseliti dela z ljudmi. Potem natančnost, seveda, znanje in red, disciplina. Veliko stvari je povezanih, ne? Ampak v prvi vrsti res ne more veseliti dela z ljudmi. Pa tako ste rekel, to, da se ne bojite krvi, pa teh poškodb, pa ran, pa tega. To se pravi, da je to prepričanje, da to ni za moške zgrešeno prepričanje. Čisto.
No, zdaj pa imam kar 3 medicinske sestre pri sebi, pa imam cel kup vprašanj za vas. Najprej me zanima, kdaj ste vedele, da ste za ta poklic, oziroma kako ste se odločile za to? Jaz imam 4 leta mlajšega bratca, no zdaj je že velik brat, ne? No, takrat je bil tako mlajši. Se spomnim, smo šli v porodnišnico na obisk, ne? In kaj je tista medicinska sestra odprla vrata. Ta insert mi je ostal v spominu, sem toliko navdušena s temi malimi dojenčki, v bistvu, ki je bilo toliko veliko razporejeni, ne? In v bistvu pa takrat skozi, jaz bom pa medicinska sestra. Kdorkoli mi je vprašal, jaz bom pa medicinska sestra, no. In pol sem pač postavila, ne. Ja, jaz smo bolj tako na tisti način, ki smo se v mladih letih igrali, ne, postavljali določene vloge in no, jaz sem se v to vlogo postavila. Takrat je bila bolj zgolj igra, ne, zdaj pa tako bolj zares poklic, vejstvo, upravljamo. Jaz v bistvu isto, no, smo se tudi velikrat šli zdravnike, pa v bistvu se teta me je tudi navdušila zelo, je tako velikrat razlagala, da pač pomaga, da bolnike umiva in tako in v bistvu sem se pa odločila za to. In kaj bi rekla, da je najlepši del tega poklica? Da pomagaš, ne? Da pomagaš človeku pač. Če si sam v bistvu ne more in ima pač en strah in tako in ga pač tolažiš in mu stojiš ob strani. Tako sem si jaz to predstavljala. V bistvu delo je zelo zanimivo, ne? Zelo dinamično. Potem tudi neka želja v bistvu pomagati ljudem, ne? In jih tudi nekako prebroditi strah, recimo, pa tako neko kar prvas, ne, ki sem imela, ki je bilo zelo tako, ne, ki pridejo sem, kako pa kaj zdaj, ne, a veš, tako. Pa malo, kaj zdaj, pa malo pol izkušnja tudi s tem pridejo, vsako leto si bolj samozavesten pri tem poklicu, tudi nekako, ne. Lažje ti je tudi znaš vse povedati, razložiti. Več vlog igramo še, ne, pedagoga, psihologa zdraven, vse malo pomešano. Kaj pa je tisto, kar mogoče drugi ne vejo, da počnete, pa je vam recimo zelo pomembno? Kaj je tisti del tega poklica, ki mogoče ostalim ni viden? V bistvu ne vejo, ker pridejo sem, so zelo nevedni, ne. Sploh ne vejo, kaj jih čaka, ne. Sploh na splošno, ki pridejo v bolnico, pa kaj ne. In so v bistvu zelo, res jih je strah, ne. In so čisto pokriti do vratu gor in samo mučke vidiš, kako in kaj, ne. In pa v bistvu nekak pristop do bolnika, ne, kako in kaj mu razložiti in pa, da v bistvu dobi on zaupanje v tebe, ne. To nekako je dosti vredno, no.